Pozdravljeni. Po veliki nagradi Emilia Romagna sem pripravil prispevek, kjer sem skušal nekako razložiti temeljne šibke točke Ferrarija F1 pomišljaj 75. Danes si bomo ogledali, kaj se je spremenilo v bistvu v dveh velikih nagradah. Danes bomo skušali ugotoviti, koliko se je v bistvu spremenila forma Ferrarija na tem področju samega pospeševanja in doseganja najvišje hitrosti. Poleg tega bom skušal dati tudi svojo razlago, zakaj Carlos Sainz mlajši ni na takem nivoju kot Charles Leclerc. A začnimo kot običajno na začetku. Kot sem že omenil v samem uvodu, pred časom sem napravil posebni prispevek, kjer sem skušal ugotoviti, zakaj je Ferrari tam na ravnini pred kombinacijo Tamburedo ni bil kos Red Bullu. Videli smo to na sprintu kot na glavni dirki velike nagrade Emilia Romagna. Ampak sedaj je za nami že velika nagrada Španije. In kaj smo ugotovili, kaj se je spremenilo? Namreč, da se bomo bolje razumeli, razvoj vsakega bolida Formule 1 temelji na neki predpostavki. Ohraniti tiste dobre lastnosti in izboljšati tiste dele, ki so v primerjavi s konkurenco slabši. In videli smo v Imoli, da je bilo prav pospeševanje in doseganje višje končne hitrosti tista hiba pri bolidu F1 pomišljaj 75. Primerjava z Red Bullom je tokrat logična in najbolje bo, da si malce ogledamo, kako je potekal tisti idealen krog za kvalifikacije v mikrosektorjih. In tu lahko na ekranu vidimo, da res, kar se tiče tiste glavne ravnine, je bil Red Bull hitrejši. Torej, na prvi pogled nobenih sprememb. To bi bilo izjemno enostavno za primerjati seveda RB18 s Ferrarijem F1 pomišljaj 75, kajti doseganje dobre visoke hitrosti in seveda imeti dober pospešek je odvisno od treh zadev. Zračnega upora, od same mase in od moči pogonskega sklopa. Slišali smo kar nekaj prispevkov o tem, da so pri Red Bullu naredili velik korak naprej pri zmanjševanju mase. In pri Ferrariju so bili že prej v tej kategoriji malce boljši, torej je napredek pri Red Bullu seveda očiten. Vsak kilogram, ki ga odvzamejo nekje pri Red Bullu, se v bistvu pozna pri pospeševanju in posledično pri doseganju končne hitrosti. Zato danes malce drugačna in seveda malce celo bolj zanimiva primerjava. Primerjali bomo Ferrari z Mercedesom. Mercedes je imel težave in to težave na samih ravninah. In sedaj boste tu videli primerjavo telemetrije kroga v kvalifikacijah Charlesa Leclerca in Georgea Russella. In seveda videli smo na samih kvalifikacijah, da George Russell ni bil kos Charlesu Leclercu. A nas tu zanima pospeševanje in doseganje najvišje končne hitrosti. Poglejmo si začetek prvega sektorja. Tu je tisti del, kjer se konča praktično štartno-ciljna ravnina. In opazili bomo, da George Russell že na prvi pogled ima boljše pospeševanje in doseže višjo končno hitrost. Seveda v nadaljevanju, ko pride tisti del proge, kjer je potrebno imeti oprijem, seveda Mercedes izgublja, ampak kot sem vam povedal,
Sedaj se orientiramo na točko pospeševanja in doseganja najvišje končne hitrosti. Da ima Ferrari dober oprijem, smo vedeli. A zanimiva bo primerjava, ukolikor vzamemo podatke, ki nam jih nudi FIA, glede samih kvalifikacij, iz katere izhaja tudi ta graf. Namreč primerjali bomo podatke iz končne ciljne črte in tiste točke, kjer se meri največja hitrost, torej speed trap. Kolikor pogledamo samo shemo proge, bomo videli, da gre za ravnino. In zanimivo je, kolikor primerjamo Leclerca in Russella, je imel Russell na začetku nižjo hitrost. Charles Leclerc je bil na tej točki s hitrostjo 287,3 km/h, medtem George Russell 284,5. Torej, če se nisem zmotil pri računanju, 2,8 km/h nižjo končno hitrost. Ampak, če pogledamo na konec ravnine, bomo ugotovili hitro, da je imel Charles Leclerc 321,3 km/h končno hitrost, medtem ko George Russell 324,0. Torej, George Russell je bil na koncu ravnine hitrejši. Na prvi pogled za malo, ampak če odštejemo 2,8 na začetku in prištejemo 2,7 na koncu, bomo takoj ugotovili, da je bil George Russell, kar se tiče samega pospeševanja, boljši za 5,5 km/h. Govorimo o tem, da George Russell ima na razpolago Mercedes dvojni V13, tisti bolid z ogromno napakami. A zgleda, da v Barceloni so večino odpravili. In za potrditev je, po mojem osebnem mnenju, prav, da primerjamo še podatke Lewisa Hamiltona. In Lewis Hamilton, seveda na končni ciljni črti, je imel hitrost 286,9 km/h, kar je le 0,4 km/h manj od tistega, kar je pokazal Charles Leclerc. Ampak tik pred zaviranjem, na tisti točki, kjer se meri najvišja končna hitrost, 337,7. Kolikor se nisem zmotil, to pomeni, da je Lewis Hamilton pospešil in seveda dosegel 16,8 km/h višjo končno hitrost. In nalašč sem se hotel izogibati Red Bullu. Rad bi pokazal, da tudi druge ekipe dosegajo bistveno boljše rezultate kot Ferrari. In na tem področju bi morali že sedaj pokazati nekaj, kar bi pomagalo pri doseganju višje končne hitrosti. Videli smo, da so spremenili bočne strukture, da so jih zožali, ampak očitno to ni dovolj. Seveda, te podatke bomo primerjali tudi naprej, posebej na tistih progah, kjer je pospeševanje in visoka končna hitrost seveda ena izmed najbolj zaželenih prvin. Sedaj se bomo ustavili še pri drugem vprašanju, ki bo zanimivo za marsikoga izmed vas. Zakaj Carlos Sainz mlajši ne dosega takih rezultatov kot Charles Leclerc? Namreč oba imata na razpolago identičen bolid. In zopet se bomo ustavili pri telemetriji. Na vaših ekranih so rezultati, ki sta ju dosegla oba voznika na prvem prostem treningu. In vidimo lahko prav tam zgodaj, da Charles Leclerc je hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega, podobno kot je bil prej George Russell. In seveda govorimo malce zaokroženo, malce posplošeno, da ne bo kakšnih polemik. A sedaj je težko verjeti, da Carlos Sainz mlajši je imel toliko drugačen bolid, da ni dosegel tistih končnih hitrosti, kot jih vidimo pri Charlesu Leclercu. A razlaga je. Ferrari F1 pomišljaj 75 je bolid, ki ima nekako premaknjeno težišče, kot se govori v žargonu, bistveno bolj proti prednji osi kot proti zadnji. Torej na vhodu v ovinek
Namesto da bi šel uravnoteženo po krožnici, dobesedno zdrsne zadkom. In to je ena izmed tistih prvin, ki so izjemno všeč, seveda Charlesu Leclercu, medtem ko Carlos Sainz mlajši ima raje tako nevtralno obnašanje bolida, kot je na primer všeč Lewisu Hamiltonu. In tu je velik minus, ki ga ima Carlos Sainz mlajši prav pri prilagajanju. Njegov stil je bistveno drugačen od tistega, ki ga zahteva letošnji bolid Scuderie Ferrari. In dokaz za to lastnost bolida F1 Pomišljaj 75 so prav težave na prednjem paru pnevmatik. Mogoče je marsikdo izmed vas, na primer že na prej citirani veliki nagradi Emilia Romagna, prebral novice, da je imel Charles Leclerc težave zaradi zrnjenja prednjih pnevmatik in ne zadnjih. Zrnjenje je pojav, ko se v hitrem ovinku pnevmatika deformira, ko se zguba, ko dobi nekako odtis površine asfalta. Ko na to zdrsne, asfalt kot neke vrste brusni papir odbrusi vrhove te zgubane pnevmatike in ko se ta potem na ravnini naravna, vidimo te vzporedne proge. In kot ste dobro razumeli, prej se pojavi na zadnjem paru pnevmatik kot na prednjem paru pnevmatik. A razen, če je praktično to težišče umaknjeno naprej. Naprej proti prednjem paru, da lahko v vhodu v ovinek praktično voznik samo obrne volan in to zadek lovi s plinom, ki je izjemno všeč Charlesu Leclercu. To je zopet eno izmed vprašanj, katerega bomo skušali nekako potrditi ali zavreči v prihodnosti, ko bo na razpolago še kakšen podatek več o obnašanju tega bolida. Zaenkrat bodimo pozorni na končno hitrost in seveda pospeševanje. Nekaj, kar bo izjemno pomembno tudi v Monaku, kajti čeprav tam ni visokih končnih hitrosti, je pa kar nekaj pospeševanja. Za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.